Pri moških je seveda treba paziti, da v bistvu se ne aktivira veliko enzima, ki ga imenujemo 5-alfa-reduktaza. To je encim, ki v bistvu naredi spremembo testosterona v dihidrotestosteron, kar je zelo nevarno, zaradi tega, ker povzroča vnetje, posebej vnetje prostate. Zaradi tega je treba paziti, da zaužijemo veliko omega-3, to lahko dobimo tudi preko hrane, recimo zaužijemo redno lanena semena, čija semena, orehe, temno-zeleno listnato zelenjavo, kakšne dodatke, recimo kakšno olje iz alg in tako naprej. Se pravi, je treba paziti tudi na zadosten vnos D-vitamina, zadosten vnos recimo tudi fitoestrogenov, ki v primeru tudi moških zelo pomagajo, da se ta organ oziroma tisti organi regenerirajo in krepijo. Seveda je treba uživati čim bolj naravno hrano, nepredelano hrano, brez veliko sladkorja, brez veliko predelanih živil, zaužiti zadostno količino cinka in selena, to je za moške še posebej dobro, in vitamina E. Lahko pa si pomagajo tudi s kakšnimi dodatki, kot je recimo šisandra. Šisandra je izjemno dobra, zaradi tega, ker če imamo kakšno erektilno disfunkcijo ali težave z reproduktivnimi organi pri moških, potem se s tem lahko krepimo in še marsikaj drugega. Kalček, naravno z okusom.